Dober dan. Razmere na Krimskem polotoku se nekoliko umirjajo. Reševanje ukrajinsko-ruske krize je prevzela diplomacija. V Parizu se je začelo srečanje ameriškega in ruskega zunanjega ministra Johna Kerryja in Sergeja Lavrova. Ruska premoč na Krimskem polotoku je več kot očitna. Tja so prišli opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Ukrajinski zunanji minister Andrij Dešicja je izjavil, da želi Ukrajina spor z Rusijo rešiti na miren način. Evropska komisija naj bi danes sprejela sveženj pomoči Ukrajini, vreden več kot milijardo evrov. Nova ukrajinska vlada je ocenila, da potrebuje država 25 milijard evrov v letošnjem in prihodnjem letu, ter pozvala k mednarodni donatorski konferenciji. Slovenska vlada bo danes obravnavala predlog sprememb zakona o davku na nepremičnine, ki jih je napovedala minuli četrtek. Kot je znano, je vlada poenotila davek na stanovanjske nepremičnine. Poleg tega pa naj bi novi minister za gospodarstvo Metod Dragonja vladi predlagal še nekaj sprememb zakona, ki bi izboljšale položaj malih podjetnikov. Na poslanskih klopeh so danes 3 zakonski predlogi iz vrst SDS. Novela zakona o grbu, zastavi in himni ter o slovenski narodni zastavi, novela kazenskega zakonika in zakona o javnosti premoženja funkcionarjev. Zakoni bodo najverjetneje ostali brez glasov koalicije, saj so naleteli na odklonilno stališče vlade. Že nekaj ur poslanci razpravljajo o predlagani spremembi kazenskega zakonika, s katero želi SDS določiti, da kazniva dejanja umora ne zastarajo. Vlada predloga ne podpira in opozarja, da se kazniva dejanja ugotavljajo po zakonu, ki je veljal v času storitve kaznivega dejanja. Delo v gozdu je nevarno že v običajnih razmerah, ob žledolomu pa gozdarski inšpektorji opozarjajo na dodatno skrb za varnost pri tem opravilu. Lastnikom gozdov, ki niso vešči dela v takih razmerah in niso ustrezno opremljeni, delo v gozdu odsvetujejo, saj so posledice lahko usodne. Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči. V Energiji Plus so odprli novo prodajno mesto, svetovalno-informacijsko pisarno, in sicer na Vetrinjski ulici 2. V družbi so prepričani, da so bližina, usposobljeni sodelavci, svetovanje in učinkovita pomoč ob težavah tiste, ki so konkurenčna prednost, saj so razlike v cenah energentov med različnimi ponudniki iz dneva v dan manjše. Zaradi več prodajnih mest bo zagotovljeno hitrejše urejanje zadev, vzpostavljeno bo tudi hitro okence za oddajo števčnih stanj. Tudi plačevanje položnic brez provizij bo hitrejše, saj bodo na voljo kar 3 postterminali. Danes se izteče prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014-2015. Razpisanih je skoraj 20.900 vpisnih mest za redni in izredni študij, bodoči študenti pa lahko visokošolski prijavno-informacijski službi pošljajo samo prvo prijavo. Novost letošnjih razpisov je enotna elektronska prijava. Kandidati se prijavijo z digitalnim potrdilom ali elektronskim podpisom. Za reševanje morebitnih težav se kandidati lahko obrnejo na enotni kontaktni center državne uprave, za ostala vprašanja pa na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pretežno oblačno bo, rahle padavine se bodo občasno pojavljale predvsem na vzhodu. Še bo pihal severovzhodnik. Sprva bo od -1 do 6, ob morju do 10, čez dan pa večinoma kakšno stopinjo ali 2 nižje od današnjih. V petek in soboto bo delno jasno in suho, občasno bo več oblačnosti, predvsem v jugovzhodnih krajih. Veter bo v petek oslabel. Danes v dnevniku televizije Maribor. Nezadovoljne vstajniške skupine zapustile vstajniški sosvet. Varuhinja človekovih pravic prisluhnila težavam občanov. Po pustu se začenja postni čas. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.